Živijo, živijo, dobrodošli na kanalu V naravo, mi dva sva Luka in Peter. In dobrodošli na Medvedovih stopinjah. 11. Pero, si pripravljen? A gremo? Enač, v šotoru vidite, da so sam še delovni prostovoljci. Mi dva z Lukatom popičiva. Še vreme se nam je v Smilu celo noč pral in tudi cel dan ne bi pral, ampak zaenkrat je v redu. Evo, Pero ima že govor jutrni, tako da jaz bom pa sledil, tako da ni šale. Po prvem temule posnetku, ko sem ga naredil, sem gotov, da ne znam snemati, tako da mogoče se do konca še naučim. Spet se bo stavila pri Životu po Parklemenu, ker boste šla na 36-ko, druživa še od Martine Majčko, pa zares greva naprej. Zdaj plan imava malo drugače snemati, ima dve kameri, Luka svojo, jaz svojo in prvič to delava, pa bo videla, ko bo ratla. Mislim, predvsem sem jaz sporen, tako da bomo videli, ko vam jaz naredim. Zdaj moramo malo gledati, ker ni več nobenega pred nama, da se nauki je izgubila, pa še kakšnega podaljška našla. Potem, ko Lukata čakam, lahko povem, da bo danes mogoče malo več govorila tudi o opremi, glede na to, da je tako vreme. Pa kaj imamo za obleč, pa kaj za preobleč, pa kako sva se zorganizirala. Ker če hočete celo turo gledati, opis, sem zadnje 2 leti že snemal, tako da leta so rekli, da bo malo drugače, zato tudi 2 kameri, pa dež nama gre na roko, pa tako da bo vse skupaj malo drugačno. Če pa hočete, kako sem rekel, videti malo več narave, pa teh lepot, imate pa v opisu lanski pa predlanski video. Baza 20, desno, mi da bo pa še en krog naredila. Levo, štorkla gor. Si že zbudila. Preden prideva na njivo, ko bo blat, lahko pojejo, kva so še za obut izbrala. Veš kaj, jaz imam nekaj Le Sportiva, desno moral. Nekaj Le Sportiva, ne vem kva, nek model XT ali kva, ne vem. Pohodne vlada. Pohodne, nizke pohodne, sicer niso nepremočljive, ampak ne vem, nisem še šel v tako daljši pohod. Tako da bom povedal, a so za kaj, hodi se okej, računam jih pa na polovici pol zamenjati za superge. Sem rekel, da mogoče manj premočijo, kot superge, pa da bo manj mokro. No, jaz sem pa barefootke od puno smer gremo. Dobro jutro. En je že v bupu. Ni mu bilo za šale. Jaz sem pa barefootke od Zero Shoes, teli njihovi trail, ne vem kva so že, v glavnem pa Gore-Tex, pa imam tudi na pol poti, imam pa te iste, samo da niso Gore-Tex. Ne bom pa videl, kaj do njive pridemo, a sem dogležno vdrl ali kaj manj. Drugač pa Uroš je zrihtal tudi meni tele od Lenija hlače in po mojih primeren dan za tole potestirati, kako bo se tole obnašalo v telih vremenskih razmerah. Tako da sporočim na konec, koliko so Ne bo že popot, ne? premočile. Kako so tople. Kako je to zgoditi. Skozi je pa treba enega čakati, ne. Veš, kakšen drek je. Tole bosta Ivo pa Klemen vesela, ko bo to čez ene 2 urce tlele hodila, ko bo še malo več ljudi šlo čez. Kakorkoli je hladno, človeku vroče rate, ko se ogreje. Evo, prvo preoblačenje, slačenje. Obleke suhe
smo dali v vrečko, da bojo suhe tudi, če bo nahrbtnik moker. Kar je velika verjetnost. Zdaj pa gas naprej. Dežuje sicer zelo zmerno, ampak tudi v tem zmernem dežju po 2 urah zmernega dežja si čisto moker. Sem se za tole odločil. Tukaj je pa kar umetnost najdeti najboljšo linijo. Ja, tukaj bi Tim Gajser se dobro znašel. Ugotavljava, da tle lanskrat ni bilo toliko blata in da so verjetno k temu pripomogli, k temu blatu seveda dež, pa tudi gozdarji, da so vlačili ven, saj glede na kolesnice. Dobro, da ima dobro zavezane superge, ker drugače bi čevlji not ostali. Tako to izgleda. Tole sem vam hotel podeliti, da tole je pa prav ena njiva. Tako da ne bom rekel lih, da je nek žur potem nahoditi. Ampak tako to je, če se odločiš, da greš. Tukaj zdaj, ki je malo bolj dežval, niti nisem hotel snemati, ker je res toliko blata in vsega. Prav občudujem ljudi, ki zdaj začnejo že prehtevati, ki so brez palc. Veš, kakaj je skoraj tako, kot bi po zmrznenem snegu hodil, brez da res malo pretiravam, ampak podoben. Lukata sem nekje izgubil, se malo pogovarjal, verjetno zadnji, ampak sploh ne dvomim, da me bo ujel. Jaz si ne vem, kaj sem hotel povedati, ampak zdaj sem se spomnil, da moram kaj piti. Drugače je pa neverjetno vroče. Tako da zdaj ne vem, sem od dežja vlažen po glavi ali sem prvi malo za Švico. Tako da, evo, njiva se še zmeraj nadaljuje. Čeprav, zdaj, ki sem videl tole oznako, za koliko kilometrov smo naredili, se pravi 8, pa čas, ki ga hodimo dejansko, se kar da hoditi, sem mislil, da bomo bolj počasni. Tako da, ja, evo, zdaj prihajamo na neko jaso. Evo, moram Perota malo ukarati, ker ni šel po tej njivi, kjer hodimo vsi. Sem šel klele gor, sicer upravičeno, ker je bilo tam lepa trava, ampak ja, dejansko tako se delajo pol te nove, opa, ste videli, sem bil malo Tino Maze, nove poti, tudi tako, kar vidite, kle, ne, pač zaradi pogojev, kakršni so, bo pač kle milijon enih poti rata. In tako se tudi delajo pol bližnjice, se delajo iz enosledne poti, ker pač valjda naredi vsak pol koraka zraven. Se delajo nove poti, pol prije pa dejansko iz pohodne poti ena avtocesta. Ne vem, lep primer je, če poznate Javorč v Žireh, tam je prav za traktor pot, ne pa za pesca na velikih mestih. Tako da ja, bodite takole, mogoče raj doma, kadar je slabo vreme. Čeprav ja, zdaj sem sam sebi v skledo plunil, ampak vse vemo, da ni noben idealen. Prav izziv je dobiti lokacijo oziroma teren, ker se lahko v štric hoče. Luka, povej. Sem mislil, da cel pohod spet sam hodil, brez Perota, tako lani. Pa sem ga nisem ga ujel, on me je počakal. So nama pa že obema čevlji malo čutiva, da vlaga not prihaja. Sva pa okoli uro 40 na poti. Ja, na cesti je pa tole zdajle pravi balzam za noge. Kaj pa ene 2 prostave je hitrejša. Gre to hiter, ker ne kople pa ne drsi. Pa to mogoče za oči, da ne rabiš razmišljati za vsak korak. Ja, so ugotovila, ja, da lanskrat so ful bolj uživala
ob pogledu v naravo, zdaj pa so skozi pod noge gledala, sploh ne vidiš toliko, koliko je lep gost vse to. Pa tudi po mojem se pozna en teden kasneje, so listi veliko bolj listnate, ne, kot lansko leto. Drugače pa tudi ugotavljava, da tale blat tudi kar precej moči pobere in bo v drugi polovici bo kar zabavno. Imaš kaj za dodati? Ne, bomo videli. Dolgo je še do konca, sem zdaj razmišljal. Ja, Da. nekaj čez 10 soba je. Evo, 11. kilometer. Sem upal, da že malo več. Tlele je bila ena od kočevskih vasi, teh kočevskih Nemcev. To ni prav to. Ne? Ne. Ko pa? Mislim, kilometri imajo Ja. čudno označen. Ja, v bistvu so že na 19, sam piše 11. Ne, sem prej mi je za 1 kilometer ura zaostajala, zdaj sem pa kao kar natančen. Se pravi, so oni naredili v 3 kilometrih, 2, enega. če pravi, če bilo vse. Ne, v 3 sem jaz 4 naredila, zdaj pa ne. Aha. No, v glavnem, na poti smo. Ko pa cvetijo. Kakšen lepen gozdu smo. Ko je pa seveda lepo je. Sva na razcepu za krajšo pot. To mora biti nekje na 13 km, če se ne motim. Lahko povem podatek, približno točno. Ja. Malo sva se zaklepetala, pa nekaj cajta nisva snemala. Ampak še zmeraj sva v Kočevskem rogu. Z Lukatom, Luka je. Ja, sve pa Janez. Z Lukatom sva Janeza ujela. Pa, V najlepšem dnevu, ja, na najlepšem slovenskem pohodu po medvedovih stopinjah. ja, Prav, tako, superca. Pa kaj vam je predvsem všeč tukaj? všeč mi je, da se kakšna družba. Pozabiš, da hodiš, pa zanimive ljudi srečaš, Ja, več ali manj neznance, ne, ampak se spoznavaš. pa narava, ne, itak. Narava je pa itak. Top. Če imaš okoli nas vse posod. Tega že kaj jedel? Ja, sem ga res ugriznil, tako da ja, to je to. Superce, hvala. Prihajamo na prvo kontrolno točko na 19 km. Je bil pa zdaj en tak zelo zabaven spust. Prav, kada bi šel po snegu. Ampak še bolj spolsko. Tako dogležno blat. Res prav hudo. Tako da tukaj pa res sočustvujem z unimi, ki nimajo palc. Ja, pa tudi občutek na čevljih je bil. Ja, Po mojem sem bili čevlji težji, kot na hrbtnik. Ja, kot imela gojzdar gor. Tukaj se bo malo ustavila. Da obrnem okoli, se malo ustavila. Jaz sem majčko preoblekel, par banan pojedla, pa pičijo naprej. Evo ga, kontrolna točka. Poštempljamo, pojemo, pa naprej. Poštempljala sva se. Luko je dobil eno štručko z emfom. Ja. Lahko bi še kaj gor bilo, ne? Ampak mu je sam živalske izdelke. V glavnem, jaz sem 3 banane pojedel, en čaj sva spila. Jaz 2, ne, Ja, sam povem. ja, kul. Lepo da si povedal. Jaz sem tudi malce preoblekel, pa gremo naprej, ne? Malo je hladno rata zdaj, Ja, ko ja, so stala, tako da zdaj je fejs, da je tako malo klančka, da se spet malo grejo. Ejte, zdaj sva 2 pohorca ujela, pa niso navajeni na toliko blata, imajo grnit tam po pohorju. Trdite, ne, imamo mi, ne. Ja. Rad se poznamo še. Ja, ja. Kaj tu bil? Ja, ja. Pranje nog. Blatno pranje. Nič kaj, gremo naprej srečno, ne? Ja, tebi isto. Živaj tak. Zdaj je dejansko prav tretjina poti. Torej nekih 21 km pa pol. In dejansko, kar se mene tiče, tudi če bi že zaključil. Tako da moram kar priznati, da lani, ko sva z Janjo skupaj hodila, je bilo prav do polovičke
dejansko ja. Lahko, pa sem bil spočit za drugo polovico. Letos me pa res zanima, kako bo tole do konca, ker se mi zdi, da so kar malo stopilo hitrejši. Ampak ja. Ja, je pa itak še zmeri blat, če kdo mislil, da ga ni. Posnel? Ja, skoraj sem te posnel, ker sem rabil malo cajta, da zalaufam tole mašino. Tako da izgledali približno. Malo se mi je leče za Rosila, kaj je toliko vlage. Spet smo na cesti po eni blatni kopeli, da se pa počas, ampak vztrajno bližava rogu, najvišjemu vrhu Čevskega roga, 1099 metrov visok vrh. Pa smo zagrizli najstrmejši klanc na celotni turi, vsaj meni se zdi. To je pa letošnji razgled z roga, pa verjetno slišite, da piha, tako da šel precej hiter proti šotoru. Evo, selfie z malce, zdaj ko smo se prevlekali, se me še malo popravljamo. Tako. Luka, povej, aj dobra juhca. Ne bova povedala, katera je že, ampak zelo paše. Ne, kar povej. Vsak zdaj, to je šele tretja. Ja, malo ima zdaj megleno kamerca meni sedi. Ja, pa ne, po moje to snemaš, daš od zunaj. Ja. Odzum se zdaj le ustalna polna. Evo ga, mešanca slačilence pa jedilence. Ok, super, ja. Evo, Pero, Gremo, kam v vesolje snimaš? tlele tebe nekako. Kam si pa to dal? Kjer v žepu imam? A ja, tole imam pa tle. Aha, v avtobusu treba. Ja, zdaj nesemo v avtobus tole. Tamle čaka avtobus. Midva greva pa v tale dež zdajle hoditi. Tako da, ne vem, po moje bo žurja. Saj ene 10 minut bo sigurno suha. Šanje. Ja. Ajde, klele na avtobus, pol pa gas. Evo ga, škoda, sem lih prekinul, Pero je padel, mislim škoda, si ne rabite to videti, ampak zanimivost. Neč, evo, pol vam pokažem tale pragost, ki se sprehajamo zdaj, ampak razlagal sem o hlačah, čevljih in vsem, tako da meni je vse premočil. North Face vetrovka, sem bil moker do zadnje plasti, hlače leni, 5 ur pa pol niso premočile, pa je bil pa tak malo bolj odprt dež, pa je tudi dež prišel do živega jim, prije pa ful prav zračniki ob stran. Tako da mene so hlače pozitivno presenetile in čevlji so pa itak. Tudi premočili, po moje so dlje zdržali, kakor bojo te superge zdaj, tako da bomo videli. Evo, midva zdaj lih razmišljala, a je boljš imeti te pelerine ali ne. Jaz sem bolj za ne. Saj pri tem dežju, ko je zdajle. Jaz pa ne vem. Tako da očitno jih bo dala počas dol. Ja. Ej, Pero, daj povej, kva je z tvojimi oblekami bilo? Mokre so bile. Ja, Ne, čevlji so kar presenetljivo dolgo zdržali. Pišuka. A ga vidite? Evo, želijo nam srečno pot, je bilo napisano na avtobusu. Drugače pa hlače podoben, ki si že povedal. Tudi zelo zadovoljen. Majčka mi je pa tudi ful dolgo zdržala. Čisto do polovice. Ampak sem bil itak moker. Ja, presenetljivo kratke majice niso vodoodporne. Tudi komolce je imel mokre. Ja. Tukaj se skriva pa kraljica roga.
Mislim, da je okoli 300-400 let stara jelka, 185 premera, pa 45 metrov mislim, da je visoka. Makina ta prava. Tamle je v zadju Kraljica Roga. Perolih vam snema en video, da vam sam povem, ni tako samoumevno, čeprav pot gre lih mimo, da je vidiš. Ker namreč jaz jo lansko leto nisem videl. Treba gledati okrog. Po nekaj časa spet pohodniki pred nama. Naslednja kontrolna točka že tle, tale bila blizu, mislim, samo 8 km. Zdaj sta pa še 2, pa so kar malo večje razdalje. Ujela sva Dareta, Nija za pa Klemena. Zdaj gremo pa bojda skup naprej. Ej, čudovito. Na začetku sem se še malo sekiral glede tega blata. Po 5 minutah, 10 je bilo že konec. Kar po sredini. To je čim bolj blato. Zdaj je pa v redu, zdaj je narejen, kar je, to je to. Ja. Tam še do konca pridemo. Tako. Prihajamo do Reichenau. Tole je vasica oziroma zaselk v Kočevskem Rogu. Po kar nekaj kilometrih po cest sva z Daretom zavila spet na pešpot oziroma na vlako, da bomo tudi šli mimo ene Koliševke oziroma Dornice. Imamo pa še 9 km, so rekla, ne? 9 km do naslednje postojanke oziroma 19 do cilja. Še ene krasne jase. Še ene pari bomo danes pričali. Že tamle pa Reichenau sva z Daretom šla malo svoj tempo, ostala trojica pa svojega, da verjetno se bomo na cilju počakali. Kaj pa? Če nam kakšnega presenečenja. Kakšne barve, ha? Tole pa še ta zanj, tak res ta prav vzpon. Čeprav nekih še bom, ampak brez špičk. Pero mi je všel, sem se malo zagovoril, tako da zdaj ga moramo loviti. Ampak dejansko, da boste verjeli, zdaj ne morem pogledati, po moje 9 urah je pa celo nehal dež padati. Tako da, ja, nič več kapuce na glavi, unala rumena plahta je pa zadnji, kakor jo vidite. Zdaj so pa že v unem delu, ko se vleče, ne? Ja. Ma še kakšen kilometra, pa 2 do zadnje postaje. Drugače se pa nadaljuje tale zelena barva posod. In pa se bi vam rekel, da je pot, kar je manj shojena kot prva polovica, ampak še zmeri se vidijo posledice naših nog. Razmišljam, kaj vam bi povedal. Prav nič pametnega vam nimam za povedati. Tako da, ja, tle se sprehajam malo po gozdu. Drugače pa, ne, dejansko je moje osebno mnenje, pa ni to zdaj od letos, kaj ta blatle, ampak že lani, meni vseeno tale pohod ni tako wow. Mislim, kot narava je lepa, sam meni so bolj všeč oni. Čakajte, to vam bom pa pokazal. To mi je zanimiv. To mi je zanimiv. Ne, drugače pa hotel sem vam povedati, dejansko nič slabega, lušten pohod. Pač meni je bolj všeč to, da se je nekdo odločil pa naredil en krog od A do B, pripeljal na postojanke, malo juhe pa okrepčil. In dejansko si greš malo sprehajati,
kar se roko na srce v takem vremenu jaz doma ne bi sprehajal. Tako da to je ful dobro. Ja, sem pa jaz vseeno bolj navdušen nad kakšnimi res lepimi razgledi. Čeprav, ne, zmeraj je čas za objeti drevo. Kakšno veličastno drevo, a? Evo ga, predzadnji štempelj. Sreča v nesreči, ker človek žul dobi, pa ga pa takele punce oskrbijo. Tale pa prav smrtno nevarno. Zdaj, kadar te čakava po telem blatu, sem videl malo bolj razposajena bila dol. Da še kakšno modro povejo. Kot opazite posnetek, sem Petra ujel. Ja, seveda, pozabil sem povedati. Zdaj sem šla malo naprej, ne, to sem povedal. Zdaj sta pa Luka pa Klemen stavili, ampak Klemen bo nije započakal. Mi gremo pa počasi proti cilju. Drugače pa deževati je nehalo, končno je. Tako da bravo vremenarji za del vremensko napoved. In tako je čist drugo je zahoditi, ker nimaš tistega pončota gor. Jaz sem drugače hotel prej povedati, pa mi je zmanjkalo baterije. Malo pa sem se obul. A to bo zdaj malo povedal. Lahko poješ. Jaz sem zamenil une nizke pohodne gojzarje, čevlje za superge. Ja, trail superge. Ja. Ne? Drsi sicer manj, ma ni neke bistvene razlike, ma bolj mi je pomemben meni, ker se res domače počutim v supergah, tako da pa zastopati mi je res boljš. Premočil mi je... Tudi boljš. O hlačah smo že prej povedali, te so mi takoj premočile, ma so se tudi že zdaj posušile. Ja, meni je tudi malo šlo čez, sploh tle kaj pončo, pri koleni kaj pončo čez pršel, pa mi je pač vsa voda, ki je dol tekla, ampak ima zdaj tudi že vse suho, tako da je the best. To ne bodi ga... Vetrovka mi pa nič ni premočila. Ja. Sem imel pa pončo gor. Ja, ful dobro. Kako vihti Peter svoje noge po tem klančku. Kot pravi Ingemar Stenmark. Prihajamo na malo bolj dolgočasen del poti. Tale asfaltna cesta, tale 2 kilometrčka po mojem, pa spet malo makadama, vlaka pa makadama, skoraj do cilja. Danes pa, če je kdo uživa v blatu, bilo tole sanjski pohod. Ampak ni ga še konc. Še Pero dol prehaja. Jaz sem vam hotel pa tudi sam povedati, da zdaj, ko smo prišli na asfalt, to je zdaj še, reci piše 6 km do konca, sem pa tudi jaz malo bolj vesel, ker sem pa prej bil kar malo v dvomih, da mi bo ratal, sem bil že dejansko na polovici kar utrujen. Tako da, mislim ne, da mi ne bi ratal prije do cilja, ampak bolj, da me ne pa kaj bolel. Tako da, cool, zdaj se lažje diha, bi rekli, a je tako, Pero? Ja, ful lahko dihamo. Tukaj je pa blat vsak let, tudi kadar ga druge ni, tako da si lahko predstavljate, da zdaj je pa to krem de la krem, cele ture. Juhu, blat je tu! Tole pa po moje, če stopeš noter, je pa lih živ pesek, tako da živ blat. No, o tem je bilo prej govora. Ja, sej to, ja. Vložil kam. Lahko iz tega. Evo, tukaj razpod je pa prav jezero. Pridemo pa z gozda ven, pa vemo, da ni več daleč. Evo, v cilj prihajamo, 3 mušketeri. Povejta, vajn. Se Luka že veliko povedal, tako da nečemu dal sploh besedo. Ne, jaz bom sam povedal, da bi bil ful vesel, če bi bilo tega konča 30 km nazaj. Tako da, zdaj bom pa ful vesel, ker sem lahko usedel. Malo sem pa res že utrujen.
težka pot je bila. Ful težke razmere. Ja, utrujenost se pozna, razmere pa, mislim, res težke, take težke ture kle še nisem imel, tudi mnogi verjetno, ampak zborbali smo. Ja, res je. Super, je pa super izkušnja, da jaz sem se vedno sprašal, kako je takle dolg pohod narediti v dežju, pa zdaj vemo, ne. Ampak smo se že pogovarjali, da ga ne bi več ponovili. V dežju. Tako da delamo še kakšen kilometrček do cilja, pa zaslužen počitek. Zasluženo si da v čevlje dol, Ja, pa malo bos hodil. to, kaj še čez nismo povedali, sva veliko govorila. Nehali je padati. Ja, to že nekaj časa, zdaj spet malo Rusi. Ne, dejansko se tukaj pač res vidi oprema, mislim oprema. Jaz sem mislil, da imam 2 dobri vetrovki, pa sta dejansko obe pokleknile pred dežjem. Pokleknili. Ja, okej, pardon. Slovnice. Ja, Niste kljubovali razmeram. Mislim, je pač res tako, je fajn kdaj na kaj takega, da vidiš malo, kako se stvari odzovejo tudi. sigurno, ja. Je to no, kva. Neč posnajemo še, ko v cilj pridemo, pa ko proslovimo. Jaz bi, kadar dež pada, pa greste na pohod, ful priporočil, da je boljš kot marelo nesti palce, so po moje ful. Ja, tukaj eni so z marelom hodili, pešaka brez palc, tukaj je bilo pa na ene parih mestih je bilo pa res tako, ajde, nam pretiralo smrtno nevarno, ampak bliz tega. No. Tako da tukaj palce ful obvezne. Neč, dosti je bilo. Imejte lep dan še naprej, radi se imejte, lepo se imejte, pejte v naravo, pa Koga objemte? pejte se po blatu valati. Pa javite kako je. Ja, Čau! čau. Zdaj smo pa v ciljnem finišu, evo ga. Evo ga, cilj. Evo ga, čas.